tudi naš današnji delovni 8 ur točno. Ostalo nam je nekaj časa za razpravo, če ima kdo kakšnokoli vprašanje, ste vabljeni, če ne, če se mudi bomo na kavo, lahko tudi v bolj neformalnem okviru to pravi. Pa se obratežajo, ne smemo. Absolutno, torej, prosim, odpiram prostor za razpravo, če ima kdo vprašanje. Kolega, da tu ste gajati. Ja, za Julija Perovška, hvala lepo. Ta polis nastanka države SKS je kompetenten in zanimiv, ampak postavlja se to vprašanje, v koliki meri je to, kar smo slišali v tem opisu, realnost, v koliki meri pa je to fikcija, ki obstaja v časopisih in uradnih listih, v uredbah, v razpravah narode vlade, v željah. Ne? Ker, če pa pogledamo mimo teh merov, se pa vendarle pokaže, da ta oblast, ki naj bi jo narodna vlada izvrševala na celotnem ozemlju, seveda te oblasti narodna vlada ni izvrševala na celotnem ozemlju. V prvih dneh še v Ljubljani komaj da. Ne samo, da je približno tretjino tega ozemlja, ki naj bi ta narodna vlada vladovala, zasedla italijanska vojska. Na tem ozemlju še obstaja avstrijska armada. Primer je podpisano 3. pa 4. novembra šele, do takrat se je ta vojska borila in je to dejansko tudi izvajala. Začela je razpadati, ampak vendarle do takrat se te enote borijo. In so seveda tudi poveljstvo generalštaba, ki ima sedež na Dunaju. Cesar odstopi šele nekaj dni pozneje, oziroma opusti svoje sodelovanje pri izvrševanju oblasti. Do takrat so vsi uradniki zavezani s prisego in nekateri jo jemljajo resno. Poleg tega imamo tukaj seveda konkurenčne oblasti. Imamo oblast Nemške Avstrije, ki seveda želi obvladovati precejšen del tega teritorija in ga deloma uspe prek svojih lokalnih eksponentov obvladovati. In še nekaj, na področju Slovenije je tega nekaj manj, pa vendarle na drugih delih te tako imenovane države SKS pa bistveno več. Imamo cele teritorije, ki jih oblasti ne obvladujejo, ker jih obvladujejo bivši zeleni kadri, uporniki, različne revolucionarne, bolševiške skupine, deloma tudi na področju današnje Slovenije, še več pa seveda recimo v Slavoniji in pa na Hrvaškem. Skratka, koliko gre tukaj za neko dejansko oblast, ki je sposobna kontrolirati ta teritorij in ga dejansko tudi upravljati, koliko pa gre vendarle za načrte, želje, ne rečem, da so nepomembni, gotovo so, ampak koliko imajo res učinka na realnost? Hvala lepa. Učinek je bil zelo konkreten in poln. Najprej bom začel z vojsko. Do 15. novembra je bil izveden in to pod kontrolo slovenske oblasti popoln prehod razpadle soške armade preko slovenskega ozemlja, potem na področje ostalih novonastalih narodnih držav. Moštvo se je razkropilo. Tukaj ima izjemno, to se ve, izjemno pomembno vlogo so imeli železničarji, ki so to speljali do konca in brez večjih, kako bi rekel, skrajnih situacij. Dobro, seveda bile so primeri, ko so recimo magistratni ljubljanski uradnik dr. Milutin Zarnik v svojih spominih, ki so pač hranjeni v arhivu Slovenije, piše, kako so metali mrtve vojake pred Ljubljano iz vagonov ven, ki so oboleli, umrli zaradi bolezni ali kako drugače. Take situacije so bile. Potem seveda razmere niso bile povsem, so imele tudi senčno plat, prihajale do samovoljnega postopanja narodnih straž, brezobzirnega njihovega ravnanja z vračajočimi vojaki, do potikanja pocestne mladine, do ropov javnega premoženja in tako naprej. Ampak druge oblasti, razen slovenske oblasti, takrat na Slovenskem ni bilo. Seveda, efektivno oblast je narodna vlada izvajala, kot sem rekel, na Kranjskem in na Štajerskem, drugje ne. Krajevni narodni odbori so seveda, oziroma narodni sveti so seveda skušali
ravnati kot edini dejavnik oblasti, narodna vlada jih na to opozori in potem kompetenčno to uredijo dobro formalno, ampak sčasoma se potem to uredi tudi dejansko, ampak to so bili slovenski krajevni narodni odbori. Situacija na Štajerskem, to poznamo Majstrovo mobilizacijo. Kontrola nad Štajersko je v slovenskih rokah. Maribor pride v Slovenijo, Ptuj prevzame na Ptuju nastopi nova oblast po zelo, kako bi rekel, energičnem in pravno zelo dobro izvedenem ukrepanju pravnika doktorja Otmarja Pirkmajerja. Sicer obstaja dvojnost oblasti, ampak slovenski narodni svet krajevni deluje ob še obstoječem nemškem občinskem svetu, prevzema oblast in potem konec novembra pride tudi do formalnega prevzema s strani Slovenije. Skratka, v redu, seveda, so bile take konfliktne situacije, bil je zeleni kader, samo ne toliko na Slovenskem. Druge oblasti, kot sem dejal, ni bilo ne oblasti Dunaja, ni bilo ne katerega koli druga, kot je dejal Tavčar, oziroma kot sem jaz to referatu navedel, bila edina avtoriteta v deželi, kakšni so jo spoštovali, drugi ne, delovala je. Gradila se je slovenska državna oziroma nova slovenska družbena in politična narodna organizacija, tako da, kako bi rekel, radira tega dejstva ne gre. Hvala. Hvala lepa. Profesor Simič. Mene veseli, da ste vi povedali, da je Tomšič že 68 leta obravnaval elemente, na podlagi katerih bi se dal sklepati, da je to tudi mednarodno priznana država. Zaradi tega, ker v Sloveniji to ni bilo tako glasno povedano, kot naprimer na Hrvaškem. Oni to imajo na velikem zvonu, ampak na en detajček bi pa opozoril, za katerega pa ga ne morem posplošiti. Namreč, da so pri teh stikih pazili tako Madžari kot Avstrijci, kdo je tisti, ki naslavlja zdaj te organe, bodisi Narodni svet v Ljubljani ali pa Narodno vlado, kot tiste organe, ki jih prizna, kot organe, ki imajo dejansko oblast na ozemlju. Namreč, pri Madžarih konkretno je tak primer, da se direkcija železnic, ne pa neka oblastni organ, in kar se Avstrijcev tiče, je spet to štajerska vlada, ne pa recimo kakšen organ nemške Avstrije. Seveda, tako je bilo. Omenil bi pa le, da se je dr. Josip Fašink predstavil, nadkomisar Josip Fašink predstavil in prispel v Ljubljano in se predstavil Josipu Vitezu Pogačniku kot pooblaščenec nemško-avstrijskega urada za zunanje zadeve. V tem smislu je bil ta kanal med Ljubljano in med Dunajem postavljen, oziroma je obstajal. Bili so še neki pogovori med Majstrom in Pasijem, tisti znani gor na Štajerskem, seveda to anulira, potem obe štajerska vlada pa ljubljanska vlada anulirajo. Hvala za opozorilo, no, ampak želel sem samo to povedati, da je neki uradni predstavnik. Ne, se ni bilo nobena čerežura te tanka, samo kot ena ilustracija. Hvala lepa. Dr. Čipič. Ja, pravzaprav bi vprašal to, tako Jurija Perovška kot Bojana Malkovca, ki vas govorila o narodni naredbi celokupne vlade, o prehodni upravi odzemlje narodne vlade STS v Ljubljani. Narodna vlada STS v Ljubljani je bil uradni naziv te ustanove, mislim, lokalno. Vprašanje je zelo jasno. Naredba je tutirana 14. novembrom. Objavljeno je bilo v uradnem listu 21. novembra. Zakaj cel teden razlike, ko so načeloma naredbe bilo objavljene naslednji dan ali tako dalje?
ali je tu bila naredba, bom rekel, ustavljena, odnosno pregledana, odobrena v Narodnem vijeću v Zagrebu, ali je to zgolj naključje, da so en teden čakali za objavo stvari, ki je pravzaprav več potem ni imelo skoraj več nobenega učinka, kajti 4 dni kasneje je bil sklep o pridružitvi za Srbijo sprejet. Torej, pravzaprav je bil ta objava 21. ko je začelo veljati, pravzaprav bi rekel, strelj v prazno skoraj da. Ja, strelj v prazno, ki se je pa slišal v historičnem magnetofonskem posnetku ostal. Ne vem, zakaj čisto konkretno je prišlo do tega časovnega zamika, ne vem, mogoče so usklajevali z Narodnim vijećem, da je bila ta formulacija potem posebej izpostavljena v preambuli naredbe, da je to v sporazumu z Narodnim vijećem oblikovana ta naredba v prehodni upravi. Ne vem, zakaj je bilo konkretno, ne morem povedati. Stvar se začne tako, sporazumno z Narodnim vijećem Slovence, Hrvati in Srbov, predstavnikom narodne volje, celokupnega naroda Slovencev, Hrvatov in Slovencev v narodne vlade SHS v Ljubljani, v svrhu prehodne uprave in tako dalje. Torej, začne se sporazumno z Narodnim vijećem. Torej, ja, no v redu, ampak ali je Narodno vijeće dalo pristanek na to narodno naredbo? Se je sporazumno z njim objavljeno, ampak ali je en teden to trajalo, da je Narodno vijeće dalo, to me zanima. Obstaja, bom rekel, prva verzija, rokopišče, že hočeš tega dokumenta, ali je sam ta objava v uradnem listu. Ja, jaz sem citiral objavo. Ja, no, to je jasno, da si jo citiral. Ampak, ne vem, ne morem, jaz sem citiral uradni dokument, ki me zadovolji kot raziskovalca. Ja, v redu, ampak, okej. En teden je umeten, sem povedal, ne? V bistvu sploh ni en teden, ne? V uradnih, v zapisnikih vlade imamo, ko sem prvo omembo omenil, so noto navedeni 3 členi, ki je treba popraviti, pa mislim, da se nanaša, če se zdaj prav spomnim, pravzaprav gre samo za dikcijo Trst pa Primorska, da se je ne sme pozabiti, ker pač stvar formalno še ni, vse mirovne konference še ni in tako naprej. Druga objava je pa tiste, ko sem rekel, da se samo piše, da se Brejhil naroči naj zadevo objavi. In če se zdaj prav spomnim, gledam, koliko je razlike, zdaj so pa ne 3 dnevi, nekaj tazga. Ampak v zapisnikih uradne vlade, narodne vlade, tudi nič ne piše o kakšnikoli, da je treba še kaj v Zagreb živeti. Nič ne piše tega. Kako se, ali se je to samo po sebi razumelo, da je to že z blagoslovom Zagreba, je ena opcija. Druga možnost pa je, da so neformalno vprašali. Zdaj, koga pa zdaj vprašati v Zagrebu, ne v Narodnem vijeću? Predsednik ga ni tam, ne? Ker je tako... Je pa podpredsednik... Podpredsednik je pa... Je Pribičevič, ki bi seveda lahko, co bi rekel, rahlo ustavljal in... Ja, pa je še drugi podpredsednik Ante Pavelić Zobar, ne se nikoli sam Pribičevič tam. Gre se za to, da je, če se gre skozi zapisnike narodne vlade, se vidi, kako so se pripravljali na to naredbo. Vse naredba ni nastala kar samo od sebe, ne vem, 20. novembra pa bila objavljena 21. novembra. Jaz sem omenil, da je bila ustanovljena upravna komisija, razpravljali so, kdo bo član te upravne komisije, in tako naprej. O naredbi potem govorijo na sejah narodne vlade, Bojan je povedal, da potem skleno naj se objavi. Skratka, ja, kako si ti rekel, da je ta teden umeten, ne? Ja, ta teden je umeten, ja. Datum v uradni zabeležbi je napačen, ker 14. niso o tem nič govorili. Ker v uradni narodni zapisniki narodne vlade je to prvič 2 dni kasneje. Pa so tam pričala se improvizacije. Še imamo? Prosim. Doktor Novak. Torej, za vod najlepša hvala za zelo zanimivih prispevkov. Upam, da prijetnega vzdušja ne bo preveč
poslovniškim vprašanjem. Zdaj, moje razumevanje tega dogodka, tega dogajanja je vedno bilo, da je narodna vlada na nek način postavljena sama po sebi. Da pride tukaj do neke diskontinuitete, bi lahko rekel. Večkrat dvoma je pa v to moje razumevanje zanesla opomba, da je cesar v bistvu dovolil, da se častniki lahko udejstvujejo da lahko na nek način pristopijo pod jurisdikcijo narodne vlade in da je cesar tudi privolil, da naj bi se mornarica prenesla pod pristojnost države SHS. Tako da lahko v bistvu vse vprašam, kako je zdaj s to diskontinuiteto. Lahko tukaj govorimo o tem, da je za neko povsem novo formo ali ne? Hvala lepa. To so pač fakti, ali pa kakorkoli lahko rečemo, ki so šli od pravzaprav ponudbe, da se država federalno preuredi in tako naprej sredi oktobra. Poskus reševanja tistega, kar je bilo prepozno, če citiram Korošca, ali pa kar je pravzaprav realno imelo vedno manj realnosti. Ampak dejansko pa, če seveda tako gledamo, ali pa mornarico, ki je morda za nas na slovenski strani relativno nepomembna zadeva, če pa gledamo hrvaško historiografijo, je to seveda ena zelo pomembna stvar. Na prvi seji o vojaških zadevah največ se razpravljajo, če gledate zapisnik, seveda, ravno o tem, kako prevzeti mornarico, ki jo je, da tako rečemo, v enem kosu pravzaprav jim bila ponujena. Zdaj, realno je vzeto seveda povsem jasno, edino morje, s katerim je ta mornarica razpolagala, je bilo Jadransko morje. Bazi sta bili obe, če gledamo Kotorsko, če gledamo Pulo, seveda sta bili Pulj, slovensko. Sta bili seveda v tem Jadranskem morju in država SHS je bila tu. Tako da pravno vzeto pa seveda je ponujena, je bila, oziroma sporočeno, da bi jo lahko prevzeli. Hvala lepa. Zdaj pa bi res se povrnil na svojo prvotno ponudbo. Lahko prosim nadaljujemo ob kavi, začeli pa bi ob 11. uri pa 5 minut. Ali pa 10 minut. Hvala lepa vsem razpravljalcem, hvala lepa vsem